Huawei dela ene najboljših pametnih telefonov na svetu. Tukaj so celo inovatorji, oni dodajo vedno tisto eno kamero več, ki potem vsi ostali kopirajo. Pol delajo odlične pametne ure, med najboljšimi na svetu. Že pred časom, ker so tole FreeBuds 3, to je največ tretja generacija tega izdelka, so se začeli ukvarjati z zvokom. In naredili so slušalke, ki se zelo dobro slišijo. Ampak hakelc je definitivno nekje drugje. Pojmo pogledati. Zdaj, slušalke vedno ocenjujem na 4 ključnih področjih. Prvi področje je dizajn, ta drugo področje je tehnične lastnosti, tretje področje je najpomembnejše zvok in četrto področje je price performance. In na koncu pride skupna ocena. Gremo eni taki najbolj očitni stvari, to je dizajnom. Rahlo povedano naiven. Ne? Vsi, ki smo ljubitelji Applovih izdelkov, Huawei kar precej zamerimo, da vedno znova skuša v čevlje Appla. Ampak to skozi počnejo. Ne? Njihov Siri je zdaj Celia. Hey Celia, call Richard. Hey Siri, read my schedule. You have 25 appointments at 7:15 to 7:20. Tako, zelo vse je isto. S tem dizajnom teh FreeBudsov se mene so kar hipnotizirale. Ne moram drugače, kot reči, ne bi vam bilo treba tega narediti. Problem nastane, da ko daš zraven take za 10 evrov, noben mimoidoč ne bo videl bistvene razlike. Vsi bo vedeli, da imaš fejke, ne bojo pa vedeli, da si dal za njih 239 evrov. Absolutno ne zgleda tako skopirane, kot zgleda skopirane. Tako da jaz ne vem, kaj si pri Huaweiu mislijo, zakaj ne uporabijo svojo bogato zakladnico znanja in naredijo v bistvu svoje FreeBudse, ne AirPods ali kakorkoli bi šlo v tem rekel, in dokažejo, da tudi dizajn Kitajcem leži. Se pri telefonih to počnejo, telefone znajo narediti po svoje, pri ostalih izdelkih in pa še kar veliko kreativnosti manjka. Pojmo zdaj tehničnim lastnostim teh FreeBudsov. Zadeva je zelo dobra, celo boljša od pričakovanja. Gre za enega boljših tehničnih izdelkov. Pojmo tem osnovnim faktom, podpirajo standard Bluetooth 5.1, wireless charging, čaržaš jih lahko tudi preko USB-C porta, kar je ful priročen, ker uporabljaš isti kabel kot na telefonu. Noter biva en tak zelo lušen Kirinov A1 procesor, ki omogoča aktivno mašenje zvokov iz okolice oziroma ANC, Active Noise Cancellation. Same slušalkice omogočajo 4 ure avtonomije, torej 4 ure zmerne glasnosti, pri tem, da je pa v sami škatlici še za dodatnih, mislim, da 15-14 ur, tako da skupaj nekje 20 ur avtonomije. To je zdaj kar standard pri teh AirBudsih. Je pa spet ena težava, zelo slabo so vodoodporne. Nisem našel po kakmu standardu tesnijo, kar me ful moti, se bojim, da spet velike količine švica ne prenesejo. Pojmo k najbolj očitni ali pa najbolj pomembni stvari pri slušalkah, to je zvok, valjda. Tele FreeBuds 3 so v bistvu eden boljših izdelkov v svoji kategoriji. Te izdelki ponavadi niso zadosti glasni, tukaj pa mislim, da je glasnost med vsemi testiranimi do zdaj na najvišjem nivoju. Tako da to so pravzaprav edine slušalke, ki bi jih v tem razredu slušalk, da se zastopimo, priporočal tudi audiofilom. Ok, zdaj gremo pa še moja najljubši kategoriji, to je price performance. Price performance tega izdelka, sploh ne vem, kako začeti. Pri Huaweiu so nastavili ceno na 239 evrov, kaj je precej več kot AirPods druge generacije, ki se s polnilno škatlico prodajajo za 189 evrov. Hvala Bogu, so kar hitro ugotovili, da je to malo nabita cena in so jo šli spustiti na ugan koliko, 189,99 evrov, ker valjda FreeBuds tretje generacije so boljši. In jaz tukaj ne morem si drugače, kot da probijem eno tako ful nizko ceno. Pa ne zato, ker ne bi bile to v končni fazi dobre, pa ker ni to primerna cena za ta izdelek, ampak mogoče kaj več o tem v nadaljevanju. Ok, dajmo narediti eno skupno oceno cele zadeve. Za dizajn jim dam 5 točk od 10 možnih, za tehnične lastnosti dobijo 8 od 10 točk, za kakovost zvoka 10 od 10, ker v kategoriji tovrstnih slušalk so res dobre. Razmerje kakovost cena dam spet 5 od 10 točk. To postav te slušalke z 7 skupnimi poprečnimi doseženimi točkami na drugo mesto od 2 mojih reviewov slušalk ta moment. To lestvico bom objavljal vedno znova, tako da boste videli te ocene, vse od A do Ž. Kako naj zaključim, kako naj zdaj potegnem celo črto? Te slušalke bi bile lahko ene najboljših slušalk, če bi se pri Huaweiu zavedali, da morajo začeti delati svoj lasten dizajn. Vkolikor bi bili tukaj inovativni, bi veliko stvari štimali. Je pa dejstvo, da so to edine slušalke, ki bi jih priporočil audiofilom oziroma tistim, ki jim zbam zvok
nekaj več pomeni, ker pri tem tipu slušalk res redko srečaš dobre slušalke ali pa slušalke, ki dajo od sebe nekaj basa. To je bilo za danes to. Jaz upam, da ste kaj pozitivnega izvedeli. Lahko se subskrbate na ta channel, prav te fribace lahko kupite pa tudi v moji spletni štacuni in sicer janatrol.com/secondhand. Tam noter se nahaja ta testen vzorc, mislim, da polovično ceno ali pa tako najbolj možno primerno ceno temu izdelku. Tako da, pejte pregledati, pejte počekirati, pa se vidimo v naslednjem vlogu. To je to. Bye.